Letošnji prejemnik Prešernove nagrade je magister Tadej Pavković za svojo nalogo z naslovom Govedo na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem v 16. ter 17. stoletju. Delo je nastalo pod mentorstvom docenta dr. Žige Cvitra in docenta dr. Boruta Toškana. V čem gre pravzaprav v vaši nalogi? Ja, moja magistrska naloga skuša s pomočjo arhivskega gradiva, arheozoološkega gradiva in umetnostno-zgodovinskega gradiva narediti nekako sintezo in prikazati fizične lastnosti goveda v času 16. in 17. stoletja in po drugi strani prikazati obstoječe živinorejske tehnike, ki so neločljivo povezane od fizičnih lastnosti. Se pravi, same živinorejske tehnike močno vplivajo na fizične lastnosti živali. Kakšne pa so bile te živali? Velike, majhne, manjše kot danes? Ja, te živali so bile precej manjše kot danes. Neka povprečja ne bi govorili, da so nekje od 200 do 250 kg, recimo rejeni voli, ker je občutno manjše, kot je danes, naprimer. Ampak ti voli so vseeno nečemu služili, ali so zdaj vlekli voz ali so orali? Po primerjavi s konjem, recimo. Ja, služili so obojemu. Na eni strani so bili voli izjemno pomembni kot vlečna sila, po drugi strani pa kot tudi za samo hrano in po tretji strani kot za produkcijo oziroma pridelavo gnoja, ki je bil takrat ključen v poljedelstvu. Torej brez gnoja ni pridelka? Nekako tako je. Pa so to razumeli vsi ali? Ja, večinoma kar so razumeli. Vsi so si prizadevali za to. Na eni strani kmetje in tudi takrat fiziokrati. Kako pa je z mlekom? Koliko so pa imeli te krave kaj mleka? Se pravi, ja, tudi mlečnost se je močno zvišala nekako od 19. stoletja naprej, tako da v 16. in 17. stoletju govorimo o veliko manjših količinah. Je pa težko neke konkretne številke dobiti, ker praktično, kar imamo popisov v seru ponavadi in težko je potem preračunati dejansko, kakšen bi bil nek donos na kravo, recimo. Še enkrat čestitke. Hvala.